Jaz mislim, da je pravzaprav poslanstvo vseh nas zdravnikov to, da delamo pač po svoji moči, najboljše, kar lahko, ampak vedno v skladu z željami bolnikov. A si? Danes bova po Ljubljani, imava predvidenih 4 obiske. Včasih pustimo še kakšen obisk fraj za kakšne nujne primere, ko nas pokliče telefon koordinatorstva. Moje ime je Nena Golob, delam v specializirani paliativni enoti Onkološkega inštituta Ljubljana. Obiskali bomo 2 nova bolnika, ostali so nam že znani, tako da bo kar pestro, no. Delo je težko, ampak te obdari z nekim stikom z bolnikom v verjetno težjih trenutkih bolnikovega življenja. Obenem pa bolnike v bistvu pravzaprav opolnomoči v temu, da se sami odločajo zase. Ker če mi govorimo o v bistvu najpogostejši prognozi bolezni ali pa pač kako bo bolezen potekala zadosti zgodaj, je bolnik opolnomočen z nekimi znanji in z nekim vedenjem in lahko sam se odloči, kako bi želel preživeti svoje življenje, ko je še v zadosti dobrih kondicij in ko se pač njegovo stanje slabša. Sta 2 bolnika pretežno v zadnjem obdobju življenja, se pravi, da sta aktivno umirajoča. V tem primeru pomeni, da nudimo bolj ali manj podporo v smislu urejanja simptomov, da v bistvu svojce naučimo, kako obvladovati razne simptome. Če smo iskreni sami s sabo, danes pravzaprav razrešimo samo okužbe in verjetno neke poškodbe. Vse ostalo so več ali manj kronične, neozdravljive bolezni. Tako da, če smo zdravniki iskreni sami s sabo, moramo se zavedati, da se pravzaprav obravnavamo bolnike, ki bodo prej ali slej umrli oziroma se poslabšali. Ker je to v resnici usoda vsakega izmed nas. V bistvu z bolnikom lahko v neki zgodnji fazi se pogovoriš o prognozi bolezni in o njegovih željah. Mislim, da je s tem marsikatera težava, ki bi se kasneje pojavila pri samem bolniku in v bistvu stiske, ki nastajajo s tem, ko se bolezen slabša in pri nas zdravnikih na nek način razrešena. Jaz mislim, da si moramo vsi enostavno sprijazniti s tem, kar delamo in delati v svoji vesti in za najboljše bolnika. In na ta način v bistvu, ko smo iskreni sami sebi in do bolnikov, mislim, da je marsikaj tudi lažje. Tako nam, zdravnikom, ker se lahko v resnici precej zgodaj pogovorimo pravzaprav, kaj si bolniki želijo. Ker medicina danes lahko razreši marsikaj. Na kakšen način pa se to razreši in kaj to predstavlja za bolnika samega, za njegovo družino in za zdravstvo sploh, je pa pač lahko zelo različno. In jasno je, in to vemo, in so tudi študije dokazali, da pravzaprav se bolniki sami pogosto odločajo za manj invaziven pristop. Tako da jaz se zavedam, da je paliativna oskrba tako zelo zlovešč izraz in da ga marsikdo asocira na neko prihajajočo smrt, vendar v resnici ni to. V resnici je paliativna oskrba bi se naj začela, ko je v bistvu neka diagnoza neozdravljive bolezni podana in od tedaj naprej se pogovarjamo, kaj bomo počeli, kdaj bomo počeli, kdaj bomo še zdravili in kdaj tudi bomo nehali invazivno zdraviti. Kar pa ne pomeni, da ne bomo zdravili. Ker pravzaprav cilj te paliativne oskrbe je, da obravnavamo bolnika v skladu z simptomi, ki jih bolnik ima v nekem določenem trenutku. In ko mi obvladamo te simptome napredovale bolezni, od tedaj naprej je bolnikovo življenje zagotovo boljše, tudi če se v resnici stanje slabša. Z mobilno paliativno enoto bolnike, ki so slabše pokretni ali že nepokretni, spremljamo v domači oskrbi, medtem ko so bolniki, ki so v zgodnji paliativni oskrbi, se pravi, to so ti, ki še prejemajo specifično onkološko zdravljenje, se vodijo načeloma v naši ambulanti. In imamo tudi oddelek. Jaz mislim, da je oddelek zelo pomemben, zato ker marsikaj se mogoče v domači oskrbi ne da urediti ali pa to težje, razrešimo neko neurejeno težavo in na to spet odpustimo v domače okolje.